Dajte, lepo prosim, odpreti predavanje 103, tole mojo fotografijo spodnjega dupleka, oziroma kaj smo rekli, Celje, Maribor, Škofja Loka. Anja, da je tole 103 odpri, prosim. Ja? Torej, a mi zna kdo povedati, kaj je narobe s to fotografijo, razen tega, da nismo še tle? Po strani, tako. Ne? In bomo spoznali eno novo orodje, in sicer orodje za porezavo, ki se skriva tukaj pod črko C, oziroma spodaj na tretja vrstica, tako kakor 2. Ja. In v trenutku, ko sem kliknil na to orodje, sem že dobil 8 kontrolnih točk na vseh diagonalah in pa na zgoraj, spodaj, levo in desno. In katerokoli od teh 8 kontrolnih točk jaz primem in potegnem, bo on začel mi pokazati v bistvu simulacijo tega, kakšna bo porezava, se pravi, kaj vse bo šlo ven iz dokumenta in kakšen bo nov dokument, če ga jaz želim imeti v tej obliki. Torej, katerokoli od teh točk lahko jaz kadarkoli primem, ne, in premaknem. Če bi želeli, da preden začnem, pa bom jaz mimogrede, ne, zadnje 2 ikonci tudi pri transformaciji, do katere bomo prišli, sta ena je za potrditev in druga je, da se vrnemo na pad pozicijo, kar je bilo na začetku. Enako je, če bi pritisnili escape, se vrnemo ven spet čisto v originalno okolje. Zdaj pa, ne, če bi jaz držal tipko Shift in začel diagonalo vleči, lahko vidimo, da je naenkrat višina proti širini ostala enaka. Ne? Torej, višina proti širini je 2:3, kot je bila fotografija originalno posneta. Tako da ne pride do deformacij. Ne? Če bi želeli samo malenkost potegniti ven iz slike, lahko to z držanjem tipke Shift. Druga stvar, ki je, če se kadarkoli postavimo v zunanji del kropa, lahko vidimo, da se bo naš kurzor spremenil. In sicer se bo spremenil v tako zavito puščico, ki kaže v obe smeri, in kamorkoli tukaj zdaj primemo in potegnemo, lahko vidimo, da se začne dokument rotirati. In pa Photoshop bo dovolj pameten, da bo začel reševati nek problem, ki bi nastal pri rotiranju. Torej, v trenutku, ko pridemo do roba, ne, pri rotaciji, če bi šli ven, naprimer, ne, če Photoshop ne bi tega delal, pa bi naredili tole, ne, se pravi, mi naenkrat pridemo do enega problema, da tle naenkrat ni fotke. Ne. In Photoshop to rešuje tako, da začne kropati nižje, mislim, da gre noter, ne, da začne dosti agresivno začeti rezati te dele slike. V naslednjem srečanju bomo na podobni fotki iz iste lokacije probali rešiti ta problem. Kako manjkajoči del slike zapomniti s tem, da prepustimo pamet Photoshopu. Ampak, zdaj, kot smo rekli, imamo v tej fotografiji eno težavico, in sicer, da je bil tisti, ki je fotografiral to pijan in da ni bilo ravno več. In Photoshop nam to omogoča znotraj crop okolja. Tukaj zgoraj imate straighten orodje. In če kliknete na tole ikonico za straighten, lahko se postavimo kamorkoli v dokumentu,
kjer mi vemo, da je stvar ravna. Ne? Recimo, da vemo, da je horizont raven, tako da bom se naenkrat postavil na horizont, kliknil, držal in potegnil na neko drugo točko. Tukaj zraven mi tudi kaže, kakšna sprememba bo. Za 3 stopinje bo sprememba in v trenutku, ko spustim, ne, je on poravnal to fotografijo, tako da lahko vidimo, da je horizont zdaj naenkrat pravilno postavljen. Ne. In pa tudi noter je šel, ne, toliko je pozumiral, da imamo, ne, še vedno fotografijo od roba do roba. Ne. To pomeni, da smo nek del fotografije žal zgubili, ne, zato ker tukaj pač ni detajla, ne, tukaj ni detajla in tukaj ni detajla, tako da on pač to rešuje tako, da gre malo bolj noter. Ne. Lahko nekaj vprašam? Absolutno. Zdaj, ki smo delali z unim Magic to, kaj s tem lahko mi izrežemo objekt in ga damo na neko drugo sliko? Ko bomo prišli do plasti, bomo prišli do tega, ne? Ampak ne, ti izrežeš v bistvu za selekcijo. Ne? Ti imaš selekcijo in potem preprosto rečeš layer via copy. Ne? Se pravi, če bi recimo zdaj tlele izbrala nek delček, mislim, se ti lahko, za hec ti lahko pokažem zelo hiter, ampak bomo še prišli do tega. No? Ne? Se pravi, ti nek delček tega mesta vzameš, ne, in imaš zdaj selekcijo. Ne, in zdaj ti rečeš, ok, ne, layer via copy in zdaj imamo novo plast, kjer je samo tole, ne, v samem dokumentu, ne, ker smo vzeli to iz spodnje plasti in je zdaj to na neki ločeni plasti in lahko recimo, ne vem, rečem, ok, ne, to pa mi zdaj malo mi povečji, pomanjši, ne, zarotiri, bla, bla, bla. Ne. Do vsega tega še pridemo, no, ampak skozi selekcijo, ne, vse je v bistvu ta selekcija, da pravilno označimo neko stvar, ne, se pravi, kako pridemo do neke rešitve na različno načinov. Ne, lahko bi, ne, če je nekaj kvadratasto, lahko z markijem, če je nekaj, ne vem, ene barve, lahko z Magic Wandom, pridemo še do malo bolj kompleksnih, ne, ampak se pravi, ti izrežeš nekaj in potem vzameš ven iz dokumenta. Ne, in potem imaš to na neki svoji plasti in lahko s tem delaš. Ne. Ko bomo prišli do moodboardov, mislim pač, ti vzameš iz fotografije potem človečka in ga lahko potem premikaš, kakor hočeš. Ne. Ekole. Ok, zdaj imamo še 2 težavi na tej fotografiji. A mi zna kdo pomagati, kaj točno to je? Pretemna je, pa še nekaj. Mislim, ja, ok, nima 10.000 megapikslov, ampak... Ok, pa še nekaj, mogoče nekaj glede barv. Tako, ne, barvna temperatura ni pravilna na tej fotografiji. In bomo zdaj spoznali eno orodje, kako na fotografiji korigirati napačno barvno temperaturo. Šli bomo v meni Image, Adjustments in pa izbrali Levels. A mi zna kdo povedati, kaj je tole? Tista lestvica, kak saturacija na začetku. No, ne, ni nobene saturacije, nekaj drugega je to. Kaj je ta graf? Kaj? Nasičenost, zelo blizu. Koliko beline je ven barv, ne? Okay. Ni to, koliko svetlobe, tako, ne, se pravi, to je histogram oziroma je graf, ki prikaže, kakšna je porazdelitev svetlobe v dokumentu. Ne. Tukaj od najtemnejše do najsvetlejše. Ne, da bi mi sploh gledali sliko, lahko takoj vidimo, da je ta slika izredno temna in da skoraj nič ni na najsvetlejšem delu, nobene informacije. Ne. Torej, Image, Adjustments pa Levels. Najprej moraš pa potrditi svoj krop.
Se pravi, tisti, ki še nimate potrjenega kropa, imate od zgoraj tole kljukico, ne? Se pravi, morate najprej potrditi krop, preden lahko pridete kamorkoli drugam, ne? Tudi, ko bomo prišli do transformacije objektov, vedno morate potrditi, da lahko potem pridete ven iz okolja. No, in zdaj znotraj levels imamo eno kapalko, oziroma imamo 3 kapalke, ampak mi bomo se posvetili tej ta srednji kapalki. Te opcije imaš na Instagramu, da se lahko to Na Instagramu za... Na vseh teh, zdaj so žele neke photoshope, da prav si spacasijo. Ja, mislim zdaj, da bi na Instagramu zdaj barvno korekcijo delal na sivinah niti ni, zato ker je večina tistih barvnih filtrov to, da so barve čist falš, ne. Tako da mislim zdaj, ampak ja, nekaj zelo podobnega se zgodi, ne. Se pravi, ti vzameš neko barvno pozicijo in potem rečeš, ok, bi pa jaz v bistvu nekaj tretjega, ne. In zdaj, ne, torej, rekli smo, da je ta slika preveč modra. Deva samo potrditi tale crop talk, da lahko prideš v image adjustments pa levels. Aha, oziroma najprej ga morava še žunk, ja, daj tlele straighten, klikan in potegn. Ne, klikan in potegn. Tako, ja. Ja? In zdaj potem potrdiš, ko boš spustila. Evo. Ja? Okay. Torej, druga ikonca tukaj, druga ikonca kapalke je definicija naše sive točke. Torej, siva točka v tem primeru pomeni, da so vsi 3 barvni kanali na isti točki enaki, torej, da je barva siva. In zdaj bomo rekli, ok, ne, ker vemo, da v civilizaciji imamo betonske in asfaltne ceste, lahko zdaj recimo kliknemo, ne, ko imamo izbrano tole drugo kapalko, nekam, kjer vemo, da bi morala biti siva. Nekje recimo na cesti, ne, bi lahko bila siva. In kadarkoli kliknemo, probite tudi na kakšno drugo barvo, ne, ker boste videli, kakšna velika sprememba se bo zgodila, ne, ko mi definiramo neko drugo barvo kot absolutno sivo, ne, in najdemo neko sivo točko, kjer se bo, ne, dramatična sprememba zgodila. Zdaj, lahko tudi tukaj, ne, znotraj tega dialoga imamo preview. In lahko kliknete in pogledate, kaj je bilo prej in kaj je zdaj, ne. Razlika je kar poštena. Tako da izberite neko sivo točko, kjer barve naenkrat izgledajo normalno, ne. Če bi recimo, ne vem, fotografirali mene na tej projekciji, imate tlele takoj sivo povsod praktično, ne. Vse, kar ni barvasto, lahko v bistvu mi uporabimo kot neko informacijo za barvno korekcijo. V primeru, na primer, če fotografiramo v studiu, pa je fotoaparat zafrknil barvno temperaturo, lahko to zelo enostavno popravljamo. No, takrat, ko bomo prišli do bridgea, lahko tudi 500 fotografij naenkrat popravimo, no, ampak zaenkrat na eni sami fotki je to. Pa dajmo klikniti na OK. Se pravi, še en problemček smo izpostavili in sicer to, da je ta fotografija malenkost pretemna. Ampak zdaj imamo več možnosti, ne? Če bi zdaj mi začeli svetliti to sliko, bomo pa zgubili detajle v nebu, ne? Torej neke detajle v oblakih, tako da bi jaz naredil nekaj drugega. Pejmo v Image, Adjustments in pa Shadow Highlights. Image, Adjustments in pa Shadows Highlights. Kaj se je zgodilo? Že takoj, ko se je odprlo tole pogovorno okno, lahko preview vklapljam pa izklapljam in bomo videli eno veliko razliko, ne? V Shadow Highlights nam omogoči, da iz najtemnejših delov slike oziroma iz najsvetlejših delov slike poskušamo rešiti neke detajle ven, ne? Če imamo fotografijo, kjer je izredno visok barvni razpon oziroma svetlobni razpon, ne, da so izredno svetli deli in da je potem
ne vem, pod mizo recimo izredno temno, lahko z Shadow Highlights ven potegnemo neke dodatne detajle. Oziroma, ne, lahko tudi potegnemo ven neke dodatne detajle na najsvetlejših delih. Ne. Čeprav bomo pa prišli do enega problema. Ne. Pri digitalnih fotoaparatih je tako, da če boste imeli beli del presvetljen, ne bo noben bog ven dobil več detajla. Ne. Torej, pri digitalnih fotoaparatih, če je beli del prebit, potem je to. Ne. Je bela in nič več nobenih detajlov ne morete rešiti. Tako da se vam mogoče splača, ne, vedno mičken temnej iti, zato ker lahko potem več detajlov rešite, če je nek svetlobni razpon potem. Ne. Torej, jaz sem zdaj kliknil OK, ne, in naenkrat smo dobili lepo količino nekih detajlov ven iz temnih delov, nismo pa zgubili tega neba, ki je zgoraj. Zdaj pa jaz predlagam, da si odpremo vajo 104 in ponovimo to, kar smo se ravno kar naučili. Ne? Torej, ta vaja ima spet problem, da so te hiške preveč nagnjene in pa ima problem z tem, da je barvna temperatura narobe. Daj me rešiti. Za one, ki so totalno leni, sem dal še en krogec tamle od spodaj, na katerega lahko kliknete, pa imate takoj sivo. Ampak lahko pa poiščete kakšno sivo na hiškah. Najprej v crop okolje gremo, se pravi crop, pa potem straighten. Tako in potem samo potegneš. Ne? Torej v crop okolje gremo najprej in pa potem tukaj le zgoraj imamo straighten, kliknem, ne, in potegnem od ene do druge točke, kjer predvidevam, da bi bilo to ravno. Ne, in potem potrdim, potem gremo pa v image, adjustments in pa levels, kjer bomo rešili težavico z barvami. Moš klikniti pa potegniti. Kliknem? Potegneš. Držiš in potegneš. Tako, tako. Super. Tudi če tukaj stane malo ven. Ja, v redu, v redu. Lahko pokrapaš, če želiš, ne? Super, super. Zaenkrat ne. Bomo pa prišli na našem naslednjem srečanju, bomo prišli do kupa funkcij, s katerim bi ta krogec lahko odstranili zelo hitro. Danes pa še ne. No, pa pejmo zdaj to isto narediti na vaji 103. Vaja 103 nam bo dala eno dodatno težavico in sicer to so zdaj 3 slike skupaj. Vsaka slika ima drug problem. V bistvu tretja slika tehnično ga nima. Ne? Se pravi, če boste zdaj šli v Image Adjustments pa Levels, boste popravljali vse 3 naenkrat. Kako zdaj to rešiti? Yes. Najprej selektamo sliko, ki jo hočemo popraviti, in potem šele gremo popravljati barve. Tukaj z markitulom. Tako, s čimer hočeš, ampak ja, markitul je verjetno najenostavnejši. Ne? Torej, najprej izberemo del slike, ki ga želimo popraviti, ne? In potem šele gremo v Image Adjustments in pa Levels. Ne? Torej, zaradi tega, ker imamo aktivno selekcijo, se bo vse, kar bomo zdaj spreminjali na tem dokumentu, spremenilo samo tam, kjer imamo selekcijo in nikjer drugje.
bistvu samo najdi neki del, ki se ti zdi, da bi lahko bil siv. Ne? Ja, se In samo klikam ga. zdi, da je tako. Na morje, ne, na cesto recimo, ne? A ja, tako bi lahko. Ki bi moral biti, po tvoje moral biti siv, ne? In je zdaj ne siv. Da je Ne? pač tisto, kar je sivo. Ne, tisto, kar hočeš popraviti, ne? Se pravi, kadarkoli boš, Zdaj sem že itak. zdaj samo izberi si še enkrat tisto ikon, evo, zdaj pa daj, ne? Tako, ne? Se pravi, vsakeč, ko boš kliknila, ne, bo on definiral to kot novo sivo, ne, in bo barve glede na to potem začel popravljati. Selektamo to in selektamo to. Najprej greš v meni Select in izbereš Deselect. Ja? Lahko bi pa samo imela to prvo ikonco po vrsti, ne, in bi potem samo začela, samo novo selekcijo naredila. Kaj zdaj? Ja, Sam to gre. ja vem. Ja, in potem isto naredite še na tej drugi fotki. Tretja fotka pa načeloma ne rabi pomoči. Ali pa rabi, če imate mnenje, da rabi. Enega dedka mraza, da gor nalimamo. Lahko probaš v bistvu na tem delu, na tle bi lahko bilo kaj sivega. Boš malo specifično izbrano. Ja, lahko vam pokažem moj Amsterdam, ki mi da foto. V redu je, ja. Kaj v redu? Ja, lepo, ja, super je. Ne, ful dobro, ful je zanimivo. No, me veseli. Svoje fotke. Ja, no, zmenjeno. Zadnje ne smemo več Kaj? Lahko, če hočeš, ampak tehnično ni zdaj z njo nič specifično narobe. Ne? Zdaj Anja je recimo popravila, da je zelena, tako da je Fukushima v bližini, ne? Da je ravno kar je bila radiacija ali kako, ne? Ja, ne? Mislim, lahko, ne? Se pravi, karkoli boste našli na tej fotografiji, pač lahko zdaj spreminjate, ne? Tukaj je bolj z namenom, da se sprememba ne zgodi na ostalih delih fotografije, ne? Da definirate zdaj eno točko, kjer se bo nekaj zgodilo in nič druge. Ne? Torej, ko rešite problem ene fotke, je potem to na drugi. Je to presledek, zakaj mi ne gre? Zato, ker imaš v bistvu vse že odprto, ne? Mogla bi biti malenkost bolj noter, da bi ti, zdaj pa lahko, ne? Veš, imela si v bistvu cel dokument že viden, ne? Tako da se pač, tle se pa nisi mogla več premikati, ne? Ja. Zelo boš po moje tle, recimo, dobila kakšen detajl. Probi še mička, ne? Se pravi, vsak piksel posebej bo iskal, ne?